Torej, trenutno so napovedi za naše glavne trgovinske partnerice relativno pozitivne. Predvsem to domnevamo na osnovi pozitivnih kazalnikov sentimenta, torej PMI indeksov, tudi ostalih anketnih kazalcev, tako da vsaj za naslednjih 3 do 6 mesecev menim, da smo lahko optimisti. Obrestne mere ostajajo nizke, sicer ocenjujemo, da Evropska centralna banka morda naslednje leto že izvedla en dvig obrestne mere, medtem ko na drugi strani bo ameriški Fed predvidoma dvakrat dvignil obrestno mero. Ocenjujemo, da bo rast se nadaljevala še v četrto leto. Rast bo morda nekoliko nižja kot v preteklih 3 letih. Pri analitiki GZS ocenjujemo, da bo znašala okoli 2,3%. V bistvu bo predvsem rasla zasebna potrošnja po dolgih letih, torej rast prodaje vozil, tudi rast transakcij z nepremičninami. Tudi ocenjujemo, da bodo cene stanovanjskih nepremičnin končno nekoliko porasle, tudi za okoli 5% v naslednjem letu. Slaba novica je, da ocenjujemo pri analitiki GZS, da bo povprečna cena sodčka nafte v naslednjem letu znašala okoli $60. To pomeni višje cene, kar je v bistvu za nas kot uvoznika nafte pomeni manjši razpoložljivi dohodek gospodinjstev, tudi morda višje vhodne stroške podjetij. Na drugi strani to pomeni večjo kupno moč naših podjetij na trgu bivše Sovjetske zveze. Torej, strateško glavni izziv predstavlja v bistvu enotni trg. Ali bo še obstal v taki obliki, kot ga zdaj poznamo, ali bo res nacionalizem, ki je zdaj še morda nekoliko marginalen v številnih evropskih državah, zaživel. To pomeni, enoten trg blaga in storitev je za Slovenijo ključen in prizadevati si moramo, da v bistvu to ohranimo. Kot majhna odprta ekonomija imamo tukaj pač izrazit ekonomski interes. Pomembno pa tudi, da je odprt trg delovne sile, torej da tudi naši delavci lahko poiščejo možnost v drugje evropskih državah.